V Sloveniji neprenehoma dežuje že preko 30 ur. Dež se je sicer nekoliko umiril na Štajerskem in v Celju. V Preboldu, kjer se trenutno nahajamo, so reke že prestopile bregove, enako je v Kapli vasi in Šentjurju. Laško je povsem odrezano od sveta. Sicer pa meteorologi v noči pričakujejo še hujše nevihte. Ste navajeni tako hudih padavin, kot so danes tukaj? Ja, no, to prije vsake toliko let pride, ne. Zdaj se je naredili, da smo na 3 leta, ne. Drugače je bilo pa 91 oziroma 94, ne. Takrat je bilo tudi zelo hudo, ne. Drugače pa tu pri nas, tule, ko sem jaz doma v Dolini vasi, hvala Bogu, ni take, rečemo, vsaj za mene škode, ni, rečemo, Kapla vas je pa res odrezana, pa tole dol, ko imajo, ko se gre. Prizadeti prebivalci Kaple vasi pred kamero niso želeli dajati izjav. Izvedeli smo, da občina že več let obljublja izdelavo varovalnih nasipov, ki so se v predvolilnem času znašli tudi na listi obljub nekaterih kandidatov za župane. Gospod Branko nam je povedal, da vodo iz kleti črpa na več koncih. Največje težave pa bodo nastopile v naslednjih dneh in tednih, ko bo treba na vložene prostore posušiti. Kljub nenehnemu poročanju radijskih postaj o številnih poplavljenih cestiščih smo se odpravili v Laško, kjer je Savinja že v zgodnjih jutranjih urah prestopila bregove. Maksimalna višina je bila 557 cm, to je bilo nekje okoli 2. ure zjutraj. Se pravi, nekje do tega časa je pa že kar dosti upadla, tako da je zdaj nekje okoli 4 metre. Še vedno je dosti, pa ker še dežuje, upajmo, da se ne bo še enkrat dvignilo. Kolikokrat ste pa morali posredovati v tej noči in dnevu? Ja, bilo je kar veliko intervencij, vse skupaj okoli 40krat. Veliko je bilo teh vozil, ker pač vozniki ne upoštevajo prometnih znakov. To je bilo nekje 10krat, razna črpanja vode, premikanja osebnega premoženja ljudi in podobno. Kot so dejali gasilci, edini, ki v Laškem normalno vozijo vlak. Zanimalo pa nas je tudi, ali se je na te poplave sploh mogoče kako pripraviti. Včeraj popoldne smo že te vreče nameščali pri Planetu Tuš oziroma centru Tuš v Laškem. Potem črpali smo vodo iz kulturnega centra. Zdravilišče Laško smo tudi črpali, novi wellness park v Laškem. Potem nekaj hiš in stanovanj v starem mestnem jedru. Bloket tamle dol na Rimski cesti. Marsikdo na ogroženih območjih danes ne bo spal. Smo pa v Laškem pri delu zmotili pripadnika ribiške družine, ki sta reševala, kar se rešiti da. Rešujemo takole ribjo. Se vidite, kaj je mladic pa tole. In kaj, ribe so se ujele v travo ob bregove Savinje? Ja, se objamejo vnoter vse. Lejga, krapčeka ima, lejga. Vrži ga. Laško pa ni prvič žrtev poplav. Ne, ti prvič, ni, je še bilo še huj. Tistele most je bil tudi poplavljen, vse. Tudi jutri se bo pomembno obuti, saj deževje ne bo ponehalo. Največ padavin pa meteorologi napovedujejo v južnem in jugozahodnem delu Slovenije. Dež pa ni motil številnih porok, ki so se danes odvijale po vsej Sloveniji. V Laškem je poročni policist v znak visokih voda slekel hlače in kar v spodnjicah usmerjal promet.